Spoštovani delovni narod, cenjeni politiki, dragi gledalke in gledalci, iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Delavci Velenjskega Gorenja so na nogah. Zaradi nepravilnosti na plačilnih listah so ustavili tekoče trake s pralnimi stroji in hladilniki in se zbrali pred tovarno. Stroji so stali tudi zjutraj, uprava pa se na vse pretege trudi, da bi jih znova zagnali. Hrvaško zunanje ministrstvo je včeraj na uradni spletni strani objavilo obvestilo, iz katerega je razvidno, da se strinja z drugim Rehnovim predlogom iz 15. junija 2009, ki Sloveniji zagotavlja dostop na odprto morje. Saga okoli mejnega dogovora se tako nadaljuje. Mislim, da bomo na sestanku izvedeli, da je gospod Pahor lagal. Dejstvo je, da je gospa Kosorjeva včeraj izjavila, da ni bilo nobenih drugih dokumentov in vse, kar je bilo dogovorjeno, je poslala po faksu na Švedsko. Na Švedsko je pa poslala samo tisto pismo. Dejansko bo to povsem drug krog. To ni predmet pogajanj o poglavju. Ampak ne razumete pa tega kot neko besedo nazaj? Ne, kje pa, stvar je dogovorjena, danes je zunanje ministrstvo pojasnilo svoje stališče, stvari so razčiščene, jasno pa je, tako kot doslej. Pogajanja o meji bodo fizično potekala ločeno od pogajanj o poglavjih v pogajalskem procesu, ampak usporedno, v časovnem smislu in bodo seveda povezani. Gospod Janša, lahko eno kratko izjavo? Ne v čaju. Ljubljanski Zoran župan Janković je znova razburkal vode, tokrat medijske. Zapletel se je pri natečaju za izdajanje novega kulturnega 14-dnevnika, za katerega sta se ob koncu borila dva največja slovenska dnevnika. Odločila je igra številk, pri kateri se je eden od tekmecev po mnenju župana poslužil nedovoljenega prijema in zato dobil rdeči karton. Dnevnik je napisal, da bo izdal en nosec številk, se pravi več, kot je bilo zahtevano, in 55.500 in njegova cena ne. Za zgoraj navedeno pričakujemo sredstvo v skupnem znesku 599.000. Isti trenutek je pa napisalo delo v vsakem primeru 10.000 evrov manj od dnevnika. In kdo se ukvarja z javnimi razpisi, ve, da to pač neveljavna ponudba, ker taka ne more biti, ker ne vem, če bi oba napisala vsak 10.000 manj od drugega, ne bi bil sploh številke. Jankoviću pa so očitali tudi, da je posegel odločitev strokovne komisije, ki je delu namenila višjo oceno kot dnevniku. In kako odgovarja na te očitke? Na vsak način, glede še enkrat, eden bi bil nezadovoljen. Ampak zgodba, ki je hočeljiv obesiti, da je s tem negirana strokovna komisija, sploh ne drži. Strokovna komisija v celoti upošteva tudi moj uvodni govor na samem srečanju, da se jaz v strokovno oceno ne vtikam, da zaupam popolno komisijo. In da želimo razčistiti. Prvi so povedali v delu ne, tisti dan ne, da nudijo 55.000, ne pa 26 ker prek tega niso imeli. In drugič so potem ceno. Oni so vzeli time-out, ponudil sem, vzeli time-out, so prišli, so napisali vsako svoj listek. Lahko se ogledate. Ljubljanski Zoran župan Janković in notranja ministrica Kresalova Katarina pa sta podpisala tudi dogovor o brezplačni uporabi 20 koles, na katerih se bodo prevažali policisti in mestni redarji. Ljubljanske ulice bodo tako še bolj varne. Danes je kar pomemben dan. S županom smo se učinkovito dogovorili, da nam mestna občina Ljubljana da na uporabo, brezplačno uporabo 20 koles. Tega bodo zagotovo veseli naši policisti, kolesari, ki jih uporabljajo za svoje delo, pa tudi občani mesta Ljubljane. Tako je delo policije lažje, hitrejše, s kolesi so bolj mobilni, lažje dostopajo do vseh tistih krajev, kamor se z avtom ne more. Torej, naši policisti, ki so zunaj pred mestno hišo, se tega že veselijo. Iraškega novinarja Muntazerja Al-Zaidija, ki so ga obsodili in zaprli, ker je v nekdanjega ameriškega predsednika Georgea Busha med njegovim obiskom v Iraku zalučal čevlje, so včeraj po 10 mesecih izpustili iz zapora v Bagdadu. Al-Zaidi je povedal, da so ga v zaporu mučili in da se še vedno boji za svoje življenje. Jaz pa tudi, kakle tudi neki čevlji letijo. It was a protest against the man who'd ordered the invasion of Iraq. Al-Zaidi, a Shiite Muslim, also shouted at Bush and called him a dog before being intercepted. O seminarjih svobode, komentar dneva, Tanja Štumberger.
Liberty Seminars oziroma seminarji svobode so enotedenski seminarji, ki jih organizira Libertarni klub s partnerji. Udeleženci seminarjev se poglobijo v klasično liberalne ideje in jih nato aplicirajo na aktualna vprašanja. Edinstveno seminarjev je v tem, da ponujajo intelektualno radovednim posameznikom študij pogleda na družbene vprašanja, ki jih skoraj ni mogoče zaslediti na univerzah pri nas. V Sloveniji občutno primanjkuje predavateljev, ki bi bili seznanjeni z klasičnim liberalizmom do te mere, da bi predavali in prepisovali literaturo, kot so dela Hayeka, Friedmana, ameriških ustanovnih očetov, John Locke, Ludwika von Misna, Ayn Rand in tako naprej. Seminarji hkrati temeljijo na aktivnem sodelovanju udeležencev. Akademski program ima le nekaj predavanj, znotraj katerih je polovica časa namenjena za vprašanje udeležencev. Preostali del akademskega programa je namenjen diskusijam v manjših skupinah, debatam med udeleženci in njihovim predstavitvam osebne in ekonomske svobode v posameznih državah, od koder udeleženci prihajajo. Za sprostitev je tudi poskrbljeno. 2 podneva preživimo na Slabo Savici in Bledu, potem pa tudi še imamo veslanje po Bohinjskem jezeru, večerni ogledi filmov in taborni ogenj v poznih večernih urah. V drugi polovici septembra bosta tako na Bohinjskem jezeru organizirana 2 seminarja, kamor prihajajo najpomembnejša imena slovenske ekonomske stroke in izvrstni tuji gostje. Predavatelji iz Slovenije bodo med drugim dr. Janez Šušteršič, dr. Ljubo Sirc in magister Bernard Prščič, vsi odlični slovenski ekonomisti. Iz tujine prihajajo med drugim dr. Andrej Illarionov, dr. Miroslav Prokopijevič in dr. Steve Pejovič. Illarionov je najbolj poznan po tem, da je bil 5 let Putinov glavni ekonomski svetovalec. Danes je raziskovalec na Cato institutu in je eden največjih kritikov Putinove oziroma Medvedeve oblasti. Prokopijevič je eden najbolj kritičnih ekonomistov z področja bivše Jugoslavije. Pejovič, ki je po rodu Črnogorec, je profesor emeritus na Texas A&M University in je eden največjih svetovnih strokovnjakov z področja prava in ekonomije. Kdo so udeleženci? Letošnja 2 seminarja bo obiskalo 8 udeležencev iz 21 držav, med njimi bo 10 Slovencev in Slovenk. Prednost mednarodne zasedbe udeležencev in predavateljev je v tem, da seminarji ponujajo praktično primerjavo izkušenj različnih držav in razločujejo dobre in slabe prakse. Če vas zanima ta projekt, obiščite Liberty Seminars na internetu. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. Včeraj se je s predstavo Kassandra otvoril 16. mednarodni gledališki festival Ex Ponto. Na posnetku lahko vidimo, kako se je gledališče spojilo s publiko v eno samo otvoritveno zabavo. Kassandra, uvek suncem oceana. Dame i gospodje. Dame i gospodje. Ladies and gentlemen, down on the hand. Poštovana publika, cijenjeni posjetioci, dobrodošli u reality show Kassandra! Ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nema. V kavarni Union pa se lahko vsak torek zavrtite v ritmih swinga. Takole so se vrteli včeraj. Še vreme, nova gripa je lahko tudi krvava. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Pazite na gripo, pa lepo se majte.